čestitke Maski ob čestitljivem jubileju. Najprej bom začela s tem. Meni je mogoče malo težko v resnici začeti, zaradi tega, ker sem vrsto let pač delovala znotraj nevladnih organizacij in sem se zdaj kar z številnimi kolegicami in kolegi znašla, ki smo delovali v nevladnem sektorju ali pa smo bili samozaposleni, smo se kar naenkrat znašli pač v prostorih Ministrstva za kulturo in imamo deloma, pač kakor je to v obstoječem sistemu mogoče, pač priložnost, da kakšne stvari tudi spremenimo. Ampak jaz mislim, da že ko sem bila znotraj nevladnega sektorja, toliko bolj pa še danes, se mi zdi pač pomembno, da ko razmišljamo, kako nasloviti v bistvu aktualno vprašanje, dejansko imamo malo longitudinalno perspektivo, kako je do vseh težav, ki so se zdaj nakopičile, pač dejansko tudi prišlo zaradi tega, ker je tako mogoče lažje razmišljati in tudi iskati določene rešitve, ker drugače se ti zgodi, da pravim, mogoče neko prispodobo, da vidiš drevesa, ampak mogoče pa ne gosta. Zdaj, jaz mislim, da v 90-ih in mogoče nisem najbolj pristojna za temu, mislim, da pač govorimo o 90-ih, ampak vseeno. Pač v 90-ih se je začel ali pa mogoče intenziviral, je boljša beseda, intenziven proces v Sloveniji in to je bila integracija v zahodni kapitalistični evropski trg. In v tistem času pač je bil en tak velik influx pravzaprav privatnih zasebnih sredstev, ki so prihajali v slovenske nastajajoče nevladne organizacije. In skupaj z njimi je pač takrat se zgodila tudi to, kar je danes absolutno prevladujoča logika, ki je več naprej sprašujemo, in to je ta projektna logika. Se pravi, za to, da dobiš sredstva od kogarkoli države, Evropske unije, občine ali pa v končni fazi še vedno kakšne stvari dalje bolj redke, ampak recimo tuje fundacije, pač je potrebno v bistvu za funkcionirati znotraj projektne, morda celo programske logike. In jaz mislim, da je zelo zanimivo, da v točki, ko se ta logika, se pravi ta projektna logika, transformira iz v bistvu zasebnih sredstev ali bomo rekla tako upravljanja zasebnih sredstev, ko se transformira v upravljanje javnih sredstev, se seveda začne ena stvar, ki se ji reče skrb za, kako se temu rečemo, skrb za smotrno porabo javnega denarja in potreba po transparentnosti te porabe. In ko pridemo do te točke, se pa zgodi nekaj, kar seveda mislim, da je problem, kar v bistvu s kolegicami in kolegi na ministrstvu zdaj tudi poskušamo pač drobec za drobec malo razbiti in to je, da kar naenkrat se operira pod predpostavko, da bo tukaj zagotovo šlo nekaj narobe. Da je nevladni sektor zasebni sektor, ki mu je treba zelo gledati pač pod prste, vse v luči tej transparentnosti in smotrne porabe. Zdaj, jaz absolutno seveda se strinjam, da je oboje dejansko smiselno, tako transparentnost kot smotrna poraba. Ne moram se pa strinjati to neko podstalno predpostavko kulturnih politik, ki so dolga leta pravzaprav oblikovale realnost pač nevladnega sektorja in to je, da je tukaj neko pač nezaupanje, ki gre z roko v roki v resnici za tem, da projektna logika pravzaprav postane logika hiperprodukcije, ki v bistvu onemogoča dejansko oziroma je tesno zvezana z slabimi pogoji dela. In jaz mislim, da ko se začnemo, in tukaj pa zaključim z tem zgodovinskim uvodom, ko se začnemo danes pogovarjati pač o situaciji znotraj nevladnega sektorja, ki je seveda v našem specifičnem položaju močno povezan z pogoji dela samozaposlenih v kulturi, pa tudi sicer ostalih prekarnih delavk in delavcev, ker vemo, da tukaj imamo velike težave, po eni strani se čutimo končno tudi, končno v negativnem smislu se zelo močno čuti zadnje 10 let v bistvu učinek bolonjske reforme znotraj enega drugega sektorja, znotraj sektorja znanosti, ki je pravzaprav naredila en velik razkorak med načinom vstopanja na trg dela v kulturi po akademijah, recimo, in če dalje širila v bistvu pravzaprav prepad med nekim naravnim prehodom recimo status samozaposlenih in statusa študentov in če nam v tej starostni skupini pač v bistvu je oblikovala ena generacija, ki je pač tukaj zdaj izgubljena. In tukaj imamo eno težavo, pa imamo težavo tudi na drugih linijah prekarnosti, mogoče več o tem malo kasneje. Ampak
To, kar želim pač povedati, je, da pravzaprav danes sodobne nevladne organizacije pač ne moremo misliti mimo tega, da je pač potrebno izboljšati pogoje dela v kulturi in da ne moremo več verjeti v poslovne modele, ki predpostavljajo to, da je edini način, da lahko preživijo, da pač ljudje niso dobro plačeni. In jaz se pač ravno zaradi svojih dolgoletnih izkušenj v nevladnem sektorju zavedam, da ko to rečeš v nevladnem sektorju, da tukaj ne gre za nerazumevanje tega, da češ se tukaj denar skriva in ne gre do umetnikov, ali pa do drugih pač podpornih poklicov, ki delajo v kulturi. Jaz razumem, da je tukaj pač sredstev premalo. Vidim pa pač težavo, da dokler so sredstva pogojena izključno za tem, da je potrebno producirati nove in nove projekte, zato, ker bi bila to umetniška potreba ali pa recimo izrazna potreba, ampak ker je to strategija preživetja, imamo pač problem. In zaradi tega mislim, da sta ta dva fenomena tako v nevladnem sektorju, še bolj mogoče v javnih zavodih, zagotovo pa pri samozaposlenih pač povezana. Dokler ne bomo naslovili dejstva, recimo tega fenomena hiperprodukcije, ki je v resnici pač veliko bolj eksaktno poimenovanje bilo pač ta projektna logika in v bistvu pač pogojev dela bomo imeli pač kontinuirane težave, zaradi tega, ker ne glede na to, koliko denarja bomo pač dali v nevladni sektor, bomo imeli z gojenjem iste logike pač vedno iste probleme, tudi če se ta sredstva izboljša, ker vemo, da pač realno pač v nedogled pa ne bodo mogla rasti. Tako da jaz mislim, da je tukaj seveda stopamo tudi na pač malo zoprn teren. Ko pogledamo študije, s tem se zdaj veliko ukvarjam, v Evropski uniji vidimo, da je nevladni sektor seveda v veliko, še posebej zahodnih državah in zanimivo številnih vzhodnih državah, ki so imele malce drugo vrsto tranzicije, ki jaz ne bi dala za zgled, ker je bila tranzicija precej divje privatizacije. Da v bistvu pač imamo nevladni sektor kot generator služb bruto domačega proizvoda in je ena izmed najbolj rastočih v bistvu sektorjev gospodarstva. In jaz mislim, da je zelo pomembno, da ko se o teh podatkih pogovarjamo, da ne pozabimo, da tukaj moramo pač imeti v mislih kontekst, da delavke in delavci, ki delajo znotraj tega sektorja, morajo imeti varne zaposlitve in dobre pogoje za delo, hkrati pa seveda, da ko razmišljamo, kako v bistvu povečati njihovo, recimo, diversifikacijo verov, proračunov in podobno, da se vseeno zavedamo, da je umetnost pač javno dobro, da je kultura javno dobro in da obstaja razlog, zakaj ne sme iti na trg. Ne samo, da ne more, ampak ne sme iti na trg. Tako da pač moramo biti pri teh uporabiti teh argumentov zagotovo tudi previdni, pa čeprav se strinjam, da držijo. Zdaj, jaz mislim, da ena pomembna smernica, ki jo zdaj pravzaprav tudi znotraj Ministrstva za kulturo pač se poskuša razviti, je zagotovo krepitev podpornega okolja. Zaradi tega, ker se spomnim, ker sem prihajala, sem se spomnila, da smo, ne vem, malo mogoče bi mi ti lahko pomagala, koliko let nazaj, je ne vem, kaj še organizirala tukaj eno okroglo mizo o odpornosti v sklopu Mladih levov, oziroma nekaj vašega evropskega projekta. Tako. In sem jaz odgovorila tukaj o odpornosti v bistvu nevladnega sektorja, prav tukaj smo bili v tem predverju. In se spomnim, kako smo v bistvu tudi zelo previdno takrat govorili o odpornosti, tudi kot o kategoriji, ki je neoliberalna kategorija sama po sebi. In da je tudi to zadevo potrebno pač malo previdno v bistvu naslavljati, preprosto iz tega, da ne glede na to, da se strinjamo, da živimo v kriznih časih, kjer je pač deloma povečanje odpornosti organizacij pomembno, da vseeno ne smemo pač ponovno pač se nekritično pač lotevati teh konceptov in teh okolij, tudi zaradi tega, ker moramo imeti v mislih, da ko gradimo podporno okolje, ki po eni strani z vlaganjem v recimo neka dodatna izobraževanja, v sredstva za raznolike pač aktivnosti od recimo pač arhiviranja do v bistvu pač izobraževanja recimo na način, kako lahko pridobivaš boljše razpisno logiko ali kakorkoli že, da vseeno pač je naše osnovno poslanstvo to, da zagotovimo, da se pač umetnost oziroma kultura pač producirata na kakovosten način in da ostajata v sferi javnega oziroma skupnega. Tako da jaz mislim, da
pa vem, da sem že malo dolga, tako da bom s tem zaključila, pa mogoče lahko kasneje še naslovimo. Novi nacionalni program za kulturo se veliko ukvarja s tem, da v bistvu razume kulturo kot enoten ekosistem in da se veliko manj fokusira na ukrepe, ki so specifični za specifičnega deležnika, naj bo to nevladni sektor, samozaposleno v kulturi, javni zavod ali pa kaj drugega, ampak da se veliko bolj fokusira na prečne politike, ki pravzaprav se potem različno aplicirajo na te deležnike. Ne? Se pravi, da se veliko govori o vprašanjih zelenega prehoda, enakosti spolov, pogojev dela in tako naprej in da se pač predvsem pri tem zadnjem že dogajajo zelo konkretni koraki, ki bodo verjetno v naslednjem tednu tudi že javno znani v smeri pač omogočanja kolektivnega pogajanja za samozaposlene v kulturi, v smeri uvedbe karierne dinamike za samozaposlene in pač podobnih v bistvu ukrepov, ki so v resnici nujni za to, da lahko sploh govorimo o tem, kaj je kontekst trajnosti znotraj tudi nevladnega sektorja lahko in možen. Zdaj, jaz mogoče se ne bi čisto specifično zdaj ukvarjala tudi z vprašanjem 4-letni razpisi ja ali ne, neke nove oblike ja ali ne. Jaz mislim tako, nevladne organizacije so imele eno tako specifičen razvoj, mislim, da je potrebno ta razvoj tudi spoštovati in spoštovati to avtonomijo, se pravi tega, da nisi znotraj sfere javne službe, da nisi javni zavod, ker ima to zagotovo tudi določene prednosti, tako v smislu hitrejšega odzivanja na potrebe inovativnih praks, ki se lahko hitrejše integrirajo v organizacijsko kulturo in tako naprej, ampak ta avtonomija ne sme biti izgovor za slabe pogoje dela. In to se mi zdi pač ključno, da iščemo to ravnovesje pač še naprej, no mogoče pa da ne bom predolgo bi dala mikrofon naprej, pa lahko se mogoče na kakšno stvar še kasneje skoncentriramo. Hvala, Tjaša. Malo se bom verjetno navezvala na te, pač tema je takšna. Hvala, Maska, vse najboljše za 30 let. Hvala, da ste prišli. Zdaj, jaz bom v bistvu v tem prispevku nekako obravnavala vprašanje kontinuitete in trajnosti. Poskusila bom nakazati razliko med obema in izpostaviti, zakaj je ideja kontinuitete problematična in kakšen zasuk nam ponuja razmišljanje o trajnosti. Skratka, prvič, trajnost. Beseda trajnost je v začetku tega stoletja postala zelo modna, njena široka uporaba je privedla do najrazličnejših opredelitev in razlag, mnoge med njimi so tudi zelo pomanjkljive. Temeljit opis uporabe in zgodovine samega koncepta bi zahteval seveda precej časa, tako da naj kot neko delovno opredelitev podam naslednjo definicijo. Koncept govori o usklajevanju družbene in ekološke pravičnosti in dobrega počutja vseh živih sistemov na planetu. Cilj je torej ustvariti ekološko in socialno pravičen svet v okviru naravnih danosti brez ogrožanja prihodnjih generacij. Trajnost se seveda nanaša tudi na sam proces približevanja tej trajnostni prihodnosti. Zdaj, ena od temeljnih inovativnih značilnosti tega koncepta je, da poziva k uporabi cele vrste navidezno zelo paradoksalnih uskladitev, to je med družbo, tehnologijo, gospodarstvom, okoljem, ter usklajevanje znotraj generacijske in medgeneracijske pravičnosti. To je potreb sedanjih generacij in potreb prihodnjih generacij. Zdaj, načinov obravnavanja trajnosti v kulturi in umetnosti je seveda več. Dostikrat se beseda uporablja kot nek generičen pojem, naprimer nekateri kulturno-politični strokovnjaki izraz uporabljajo, da bi opozorili na neke dolgoročne podporne sisteme za umetnosti, kreativne in kulturne industrije, na nek način s tem mislijo bolj na kontinuiteto in ne toliko na trajnost. O tej razliki bom spregovorila tudi kasneje. Zdaj, v sami umetnosti pa je trajnost največkrat obravnavana preko vsebine. To je usmerjena in na teme in na vprašanja socialne pravičnosti, kulturne raznolikosti, ekologije. Najbolj zanimivi so seveda tisti primeri, kjer prihaja do raziskovanja medsebojne povezanosti kulturnih, družbenih, gospodarskih, političnih in ekoloških vidikov. Poleg eksplicitnih vsebin pa se trajnost v umetnosti nanaša tudi na procese
s katerimi se izvajajo dejavnosti povezane z umetnostjo, se pravi raziskovalni procesi, delovni procesi, procesi učenja in tako naprej. Te vključujejo neko vsestransko refleksijo o tem, o nas samih, v nekem širšem smislu, od individualnih rutin do družbenih inštitucij in omrežij moči, pri tem pa pogosto izpostavljajo tudi empatično sposobnost človeka. Takšni procesi pomenijo tudi nek relativno nov način razmišljanja in preizpraševanja resničnosti, izpostavljajo sposobnost delovanja v transdisciplinarnih in interdisciplinarnih projektnih zasedbah ter predstavljajo premik od izključno avtopoetskih bolj ekopoetskim ali kolektivnim procesom. Se pravi, poleg eksplicitnih vsebin in procesov pa se trajnost umetnosti obravnava tudi skozi etično raziskovanje pomenov in vrednot pravičnosti v sodobnem svetu, priznavanje kulturne raznolikosti, prilagajanje človeškemu okolju, hkrati pa je takšna umetnost usmerjena tudi v kritiko, se pravi, se kritično sooča s sodobnostjo in njenimi miti, posameznik, bogatstvo, rast, tehnologija, kot tudi z lastnim svetom umetnosti, se pravi z inštitucijami, s katerimi se deluje in se opredeljuje do vloge umetnosti v odnosu do nekega elitističnega polja, ki reproducira družbene diskriminacije, do trga umetnosti kot luksuznega trga in tako naprej. Zdaj, vse tri aspekte, torej na ravni vsebine, na ravni procesov in na ravni kritike, naše nevladne organizacije in umetniki obravnavajo že precej dolg časa in tudi udejanjajo zelo dobro. Za razliko od javnih zavodov, ki temeljijo na konceptu kontinuitete in vprašanja trajnosti le redko vzpostavijo, večinoma na ravni vsebine. Nevladne organizacije, umetnice in umetniki, ki udejanjajo različne aspekte trajnosti v svojem delu, so si na podlagi tega tudi seveda pridobili svoj mednarodni renome. Zdaj, iz tega izhaja, da je doprinos nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi izjemen. Naša kulturna politika pa ga mora razpoznati in primerno podpreti, saj je tudi sama zavezana ciljem trajnostnega razvoja in iz tega naslova lahko tudi seveda črpa večja sredstva. Mogoče samo še, da zaključim ta del, skratka umetnost in kultura lahko umeščamo tudi katalizatorje, ki spodbujajo in doprinašajo k trajnostnemu razvoju, predvsem v medsektorskih povezovanjih, izobraževanju, socialno in tako naprej, in na tem področju Slovenija krepko zaostaja. Ampak moj point skratka ni bil to. Hotela sem samo en kratek, hiter pregled narediti, kaj je, ko govorimo o trajnosti v umetnosti in kulturi. Za ta prispevek pa se vrnemo na to začetno in širšo opredelitev trajnosti, se pravi kot razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanjosti, ne da bi s tem ogrozili možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljujejo svoje potrebe. V odnosu do okolja govorimo o treh načinih delovanja. Ko je uporaba obnovljivih virov večja, kot lahko narava proizvede, govorimo o degradaciji. Ko je uporaba enaka kot tisto, kar proizvede narava, govorimo o ravnotežju. Če pa je uporaba manjša, kot kar lahko narava proizvede, govorimo o obnovi okolja. Skratka, o trajnosti govorimo le takrat, ko govorimo o kapaciteti obnove. Ne ravnotežja, temveč obnove. Tako da zdaj si bom dovolila na podlagi tega, in ker ni veliko časa, en salto mortale, in potegnila analogijo s kulturnim ekosistemom. Degradacija, ravnotežje, kapaciteta obnove, torej obnavljanje. Trajnost našega kulturnega ekosistema je torej po tej analogiji možna le, če naš kulturni ekosistem proizvaja manj, kot sicer lahko. Ja, sprav, obnovljivi viri, v tem primeru delovna sila, kulturne delavke in delavci, morajo za voljo trajnostnega obnavljanja kulturnega ekosistema zase in za prihodnje generacije proizvajati manj, kot lahko. Drugič, kontinuiteta. Pogosto se zdi, da kontinuiteto zamenjujemo za trajnost ali vsaj kot pot do trajnosti, morda zaradi njenega aspekta trajanja v angleščini durability, duration. Vendar, kot vemo, je kontinuiteta zaenkrat
bila dokaj neodvisna od in nepovezana z idejo in prakso trajnosti, včasih celo radikalno nasprotne tej. Pri kontinuiteti se meri vzdržnost, vzdržljivost, deloma tudi odpornost, naprimer ob krizah, po večini na račun izkoriščenja in izčrpavanja delovne sile, obnovljivih in neobnovljivih virov, zmanjšanja primernih pogojev za dela, krčenja javnega financiranja in varovalk socialne države in tako naprej. Kontinuiteta implicira tudi nekaj neprekinjenega, brez bistvenih sprememb. Trajnost pa implicira neko drugačno paradigmo, ki temelji na nuji obnavljanja, pri čemer to ne pomeni manj istega, temveč drugače, zato da manj. Ja, se pravi, gre za neko bistveno spremembo v odnosu do kontinuitete. Zdaj, če je kontinuiteta vezana na svojo preteklost, v nekem linearnem razvoju, se utemeljuje retrogradno, trajnost pa je usmerjena v razmislek o prihodnosti, o zagotavljanju svojih potreb in potreb naslednjih generacij. Tretjič, kaj je torej vprašanje? Dogovorili smo se, da sta kultura in umetnost javni dobrini, da sta v javnem interesu. Kot družba smo mnenja, da cilj kulture ni profit, temveč, da sta kultura in umetnost pomembni za homo sapiensa. Na tej predpostavki kultura ni strošek, temveč vlaganje v človeka v družbo. Neprofitnost sektorja je torej nekaj pozitivnega. To je prvi konsenz, o katerem smo se dogovorili. O vprašanju, zakaj. Imamo resolucije, agende, analize, splošno veljavne mnenja, ne rabimo utemeljevati ničesa, kar je že utemeljeno. Na drugo vprašanje, kako to omogočiti, smo zdaj odgovarjali dokaj složno, z javnimi sredstvi na državni, z evropski ravni, zasebnimi vlaganji in tako naprej, v to se ne bom spuščala, ker ni časa. Obstaja pa še tretje vprašanje in to je kaj. In s tem kajem imamo problem. Enostavno si ga ne znamo pravilno zastaviti. Postavljamo ga na podlagi estetskih in ali ideoloških preferenc, kaj je umetnost, kaj ni umetnost, kaj je slovenska umetnost, kaj ni slovenska umetnost. Odgovor je seveda nepotenten. Kaj je torej vprašanje? Kaj je potrebno za trajnostni razvoj celotnega kulturnega ekosistema? Sprav, kulturni ekosistemi se seveda razvijajo, spreminjajo, današnji precej drugačen od tistega pred 30 leti. In kulturna politika ne more temeljiti na sistemu izpred 30 let. Koncept kontinuitete je tukaj napačen. Danes ekosistem tvorijo javni zavodi, nevladne organizacije, samozaposleni v kulturi, SP-ji, direktni odjemalci, občinstvo, indirektni odjemalci, splošna javnost, mediji, socialna mreža, turizem, storitveni sektor in tako naprej, seveda vlagatelji. Se pravi, za razmišljanje o sedanjosti in prihodnosti sektorja je potreben obravnavati tako vsak segment posebej, znotraj neke trajnostne vizije, kot tudi v razmerju en do drugega, onkraj nekih partikularnih kontinuitet s ciljem, se pravi, razvoja celote, kar neizogibno vodi v reformo sektorja. Četrtič, proizvajati manj kot lahko, proizvajati drugače. Zdaj, tukaj je potrebno zastaviti, po mojem, tudi še en širši okvir in sicer preživetje človeka ne more biti pogojeno z delom, zato ker takšna paradigma, ta ideja vedno znova in na dolgi rok reproducira ekonomsko-socialne razlike. Ta konec ideologije dela ni kot skrbi nekatere konc dela, temveč poskus končati z neenakostjo. To pomeni uvedba univerzalnega temeljnega dohodka, dostop do javnih stanovanj, brezplačnega zdravstva, šolstva in socialnega varstva, skrajšanje delovnega časa, ukinitev davka na delo za mesečne prihodke pod povprečno plačo, predvsem pa obdavčenje akumulacije kapitala, to je progresivni davek na premoženje. Za začetek pa, in da se vrnem k temu našemu obnovitvenemu potencialu za naš sektor. Prvič, pravičnejša razdelitev javnih sredstev med javnimi zavodi in nevladnimi organizacijami. Za NVO sektor je danes leta 2023, ko so vseh politik polna usta trajnostnega razvoja namenjenih 2% proračuna javnih zavodov. Drugič, zmanjšanje kvantitativnih zahtev produktivnosti vseh, predvsem pa NVO sektorja tako, da bo skladna sredstvi, ki jih prijemajo, in tretjič, dofinancirajo samozaposlenih v kulturi, ki jih Ministrstvo za kulturo priznava kot vrhunske in ki tvorijo glavnino delovne sile
NVO sektorja, tako da se iznajde pač nek sistem, sem hotela bolj specificirati, bom ostala bolj splošna, tako da lahko decentno živijo in da jim pripada neka povprečna letna slovenska plača. Ker namreč revščina je posledica koncepta kontinuitete, takšnih kontinuitet, ki jih poznamo zadnjih 30 let, in revščina ni trajnostna. Wow. Okay. Se pravi, spoštovana publika, pozdravljeni kolegi in draga Maska. Zdaj, jaz sem si pripravil nekaj, kar bi prebral. Zdaj pa, ko sem še enkrat slišal, kaj je Maska poslala, da me pripravil, pa ko sta dve kolegici povedali, zdaj pa sploh ne vem, če naj to preberem. Oziroma, wow. Zavlečem se lahko, sam pomislim, da se zavlečem v tole Masko, da sem umetnik in potem sam pričakujem, da bodo vsi ti moje podporno okolje, da bo to vse uspelo narediti. Ampak vseeno bom prebral ta neki zgodovinski skok. Ottokar IV, tako imenovan Štajerski, je bil štajerski mejni grof oziroma do 1180. dalje prvi štajerski vojvoda. Za časa njegove vladavine je Štajerska iz mejne grofije podrejene Bavarski napredovala v neodvisno vojvodino. In na smrt bolni Ottokar IV, ki je na križarskem pohodu dobil gobavost in ni imel nobenih potomcev, je leta 1186 s cesarjevim soglasjem sklenil pogodbo, ki je bila potrjena na državnem zboru 1187. In po tej pogodbi so vse štajerske posesti po Ottokarjih podedovali štajerski Babenberžani, torej Leopold V, avstrijski vojvoda in njegov sin Friderik, ter vseh preostalih skoraj 20 štajerskih plemičev. Zdaj, ta skok delim z vami ne iz nekega lokalpatriotizma ali pa neke osebne realnosti, da živim v drugem največjem mestu zelo centralizirane države in v tisti nerazviti vzhodni kohezijski regiji Slovenska Štajerska, ampak zaradi same zgodbe oziroma dejstva o pogodbi zadnjega Ottokarja, in to površno ponavljam samo zato, ker je tale sklenjena in potrjena dediščinska listina v bistvu ena izmed prvih državnih pogodb v Evropi. Se pravi, sestavljena in potrjena je bila 1187. In če ponovim časovno dejstvo, torej bila je spisana in narejena 30 let pred angleško Magno Carto, se pravi dokumentom, ki predstavlja prvi korak v dolgotrajnem zgodovinskem procesu na poti do vladavine zakonov in vladavine prava. Se pravi, zdaj, če po vsem tem, kar sem danes slišal, pa kaj sem razumel, da naj govorim, smo v bistvu na teh delih naredili nekaj in spisali nekaj, kar je bilo pred in konceptualno in časovno pred marsičem, kar se je zgodilo drugje. Da mogoče, če bomo vso to dobro teorijo, vse to, kar imamo dali v prakso, evo, jaz sem za. Zdaj, sam neke kontinuitete zavodov Maska nimam. Maska je s pregledno razstavo 100 let gostovala v naših skupnostnih prostorih na Glavnem trgu 22 Mariboru, v GT 22 leta 2022. In današnjo okroglo mizo je neko prvo Maskino povabilo meni. In če nadaljujem svoj opis kontinuitet, je zgodovinsko dejstvo, da smo s stečajem in z izselitvijo iz prostorov leta 2016 končali zgodbo zavoda v Darni. In ta zavod je med leti 2010-2015 skrbel za delujoč mestni art kino, a odnos do mestne občine in Ministrstva za kulturo je bil takšen,
da dejansko mestnega kina in rednega kvalitetnega filmskega programa po propadu Udarnika Maribor še vedno nima. Ena kontinuiteta. Zdaj, istega leta 2016 se je zaključila tu zgodba enega umetniškega tandema, v katerem sem deloval, a dediščina te konceptualne povezave je delujoča ustanova. Fundacija za teorijo in prakso sodobne umetnosti in to je nova pravno-formalna zgodba, ki jo želim z vami deliti. Bilo je že nekaj omenjeno o njej. In če v Sloveniji želiš ustanoviti in začeti fundacijo, jo mora potrditi dotično sektorsko ministrstvo. In v našem primeru je bilo to seveda Ministrstvo za kulturo. 2009, ko smo z notarko in njenimi pravniki pripravili ustanovitveni akt ustanove Fundacija Sonda, smo definirali tudi člen o dedovanju, oziroma kaj se s fundacijo zgodi po smrti ali odstopu njenih ustanoviteljev. Odziv ministrstva je v bistvu bil, da je ta člen sporen. Ampak ne zaradi tega, komu pripada dediščina, ampak temveč zaradi dejstva, da v Sloveniji celotno vprašanje dediščin fundacij ni zakonsko urejeno in nima nobene definirane podlage. In na moje vprašanje pravni službi Ministrstva za kulturo, kaj naj storimo ob tem dejstvu, sem na mizo dobil pač dve možnosti. Prva je bila, ali s pomočjo slovenskega parlamenta izglasujemo nov in popolnoma pravilen zakon o fundacijah, ali pa enostavno zbrišemo tale člen iz našega ustanovitvenega akta in počakamo na potencialno dovoljenje v ustanovitvi. Izbrišali smo ta člen in bili smo ustanovljeni. To pomeni dejansko tale ustanova, Fundacija Sonda, pri vprašanju kontinuitete trajnosti nadaljevanja zakonsko in pravno formalno ni definirana, ker praktično ne more biti definirana. Zdaj pa še imam nek zaključek, ki je en bla bla. Oziroma upam in se veselim te debate in tako smo zapisali različnih perspektiv, torej zamišljevanja in premišljevanja možnih taktik, katere bodo nekoč upam, da pripeljale do potrebnih strategij, ki jih kot kulturno okolje in sredino potrebujemo. Zdaj mislim, da potrebujemo in računajoče mišljenje in zamišljena premišljevanja, če povzamemo besede tistega slavnega spodnjega filozofa. Da veselim se vprašanj. Ok, ali se to sliši? Najlepša hvala za vaše inpute in prispevke. V bistvu bi rad sam nekaj preveril in to mogoče bo Tjaša, mogoče tudi te in Miha boste to vedeli. Mislim, da je v nekem trenutku prišlo do korekcije v zakonu o zavodih, da ni kar tako preprosto zapreti zavod, zasebni zavod. Skratka, da je neka sprememba se je zgodila v zakonodaji, to se spomnim pač par let nazaj, ker smo morali pač statute usklejevati ali pa na nek način usklejevati, ki je bila v bistvu povezana s tem, da ne moš kar nekako... Ja. Jaz mislim, ne vem, ali je to spremljeno, še ni treba, se je zelo Jaz mislim, da ne vem, če je to sprememba, smo pa zdaj, ko smo pri bunkerju urejali nov statut in akt v ustanovitvi, smo ugotovili, da imajo zavodi neko klauzulo, ki mislim, da je iz zakonodaje, kjer ti v bistvu lahko razpustiš ali pa zavod neha obstajati, ampak mora preostalo premoženje, se ne more samo razdeliti, ampak mora iti v javno last, v javni interes, skratka, hipotetično recimo, če Maska, na primer, se odloči, da noče več obstajati, ravno danes na odru, imovina, ki jo Maska ima, si jo ne morejo razdeliti ustanovitelji ali pa kakšni drugi deležniki, ampak mora iti v sorodne organizacije oziroma mora ostati v skupni lasti. Ne vem, kakšna je pravna formulacija, ampak za Masko to konkretno pomeni, da je treba
ali sorodnim nevladnim organizacijam ali pa javnim zavodom z področja podariti to imovino. Da je celo za društva nekaj podobnega. Da mora nek člen definirati, kdo prevzame dediščino in da je potrebno, da je to sorodna organizacija. Ok, ne vem, kakva je napredna pač pravna interpretacija tega, ampak tukaj pridemo do strašno zanimivih vprašanj, ki jih bom mogoče ilustriral z enim ameriškim primerom. In sicer pač z dediščino koreografinje Marte Graham. To je bil velik in zelo razvpit sodni proces okrog avtorskih pravic, kjer je v bistvu njen dedič trdil, da ima pravice za celoten njen opus. Na kar je v bistvu sodišče ugotovilo, da je Marta Graham bila zaposlena v neki organizaciji, ki je bila financirana z nekim v Ameriki, zdaj ne vem točno, ampak z nekim obliko javnega denarja. In v bistvu delo, ki ga je naredila v tem času, ko je njena plača bila financirana iz nečesa, kar lahko v Ameriki še vedno rečemo javni denar, ni moglo biti privatizirano. In to je rešilo skupino in dediščino plesne skupine Marta Graham, da so lahko nadaljevali tudi po njeni smrti izvajanjem njenih del. Kar hočem povedati, ta člen, ki si ga povedala, je izjemno zanimiv, ko pridemo na nivo tega, kaj se bo recimo dogajalo z deli, ki so jih recimo organizacije producirali. Ali to pomeni, ne vem, imamo recimo kar nekaj umetnikov, a to pomeni, da je zdaj treba tudi umetniška dela, v primeru, da se pač neka organizacija, ki ima umetniško in drugačno individualno produkcijo, morajo prenesti nekam drugam. Pa ne rabimo zdaj se zapletati v interpretacijo tega, ampak pridemo do v bistvu nekih strašno zakompliciranih pravnih situacij, ki lahko v neki zaostreni situaciji zelo zablokirajo pač to, o čemer si recimo govoril. In v bistvu na nek način zanimivo, da država pravzaprav, ali pa neki višji pravni red, ne želi razmišljati o dediščini, o prihodnosti, o trajnosti in tako naprej. Kar mene ne navdihuje nujno z nekim pesimizmom. Namreč v tem, kar ste vsi trije govorili, je meni nekako se še naprej aktualiziralo vprašanje ne o tem, kaj bi bilo še treba narediti, ampak ravno obratno, kaj bi bilo treba narediti, da se delo nekje na neki točki ustavi in prepusti neki, ko bi rekel, družbeni dinamiki. Ali je recimo možno misliti, da obstaja neki del družbe, ki je zavestno nedefiniran. Se pravi, da zavestno obstaja nek nereguliran del, da zavestno obstaja, na primer, znotraj pač kulturnega sistema, nek prostor, ki je nedefiniran, a zato obstajajo, ko bi rekel, in mehanizmi, in sredstva, in tako naprej. Če pogledamo, na primer, zgodbo ljubljanskega, v Ljubljani izjemno zanimivo in se mi zdi, da še vedno ne zadosti reflektirano zgodbo, ali pa, mogoče jaz tako gledam, dveh avtonomnih prostorov. Enega, ki je, rečemo, izjemno pomemben za neko socialno homogenost, vsaj pač neke generacije, govorimo o Metelkovi, in je postal tudi nek turističen trademark tega mesta, ki se je transformiral tudi v neko turistično industrijsko
podjetje, če govorimo o mestu Ljubljana, in nekega drugega avtonomnega prostora, ne, ki je zbrisal. Zato, ker najbrž ni imel tega potenciala, da se prelevi v turistično atrakcijo, tako kot Metelkova, in je zaradi tega moral biti zbrisan. Ni bil zbrisan kot prostor, danes je on poklancan, spremenjen v arhitekturo neke poslovne bajte, ampak je pravzaprav bila zbrisana neka družbenost, ki je tam nastajala in se generirala na predpostavkah, ki so mogoče imele drugi tip dinamike in regulacije, samoregulacije, ki jo pač družba ni hotela sprejeti. Moje vprašanje bi bilo, ali je možno, ko bi rekel, več verjeti v splošni intelekt, v neko, in zdaj govorim za trenutek samo pač o človeških potencialih in nočem pri tem izvzemati vsega, kar nas obdaja, ali pa, če obrnem perspektivo, vsega, v kar smo potopljeni. Ne? Ali je možno v bistvu nek splošni intelekt, ne, ki gre onkraj in vseh razlik, ki jih moramo nenehno preizpraševati in so v bistvu poraz splošnega intelekta, se pravi neke zrelosti in akumulacije znanj, ki bi, če bi bili minimalno etični, najprej pogledali in v razredne razlike in vse oblike diskriminacij, identitetnih in tako naprej od našega odnosa do okolja in narave in tako naprej. Skratka, pa seveda nisem naiven, ne, ta zožen prostor za splošni intelekt je zožen zaradi odnosov moči. Tako da mogoče bom končal ta splošni komentar z nekim vprašanjem v bistvu vsem tle, kako recimo misel, ne, za začetek, to družbeno vrednost, ki jo pač proizvaja nekaj, kar ni regulirano, ali pa kar je bistveno manj regulirano. Ne. Pa Miha je pač prinesel ta primer udarnika, mnogo primerov je in sigurno nas čaka raziskava o tem, pač katere organizacije in katere vsebine so izginile samo zaradi tega, ker pač nekih pogojev za nadaljevanje ni bilo. Okroglo mizo, ki jo pač zdaj delamo, je motivirana tudi s tem, da je način produkcije, ki danes prevladuje na nevladni sceni, inauguriran v pač neki mladosti akterjev, ki so ga zagnali in pač ta mladost ne bo večna. Torej, kaj se bo dejansko zgodilo, potem, ko pač tega ne bo. V smislu pač avtonomije, o kateri si govorila, valjda, da vsi imajo pravico reči, ne bom več in je konec. Ali je družbena vrednost nečesa močnejša od neke individualne akcije. Zato sem hotel preveriti to vprašanje, kako je z dediščino, vidimo pa, da zadeva daleč od tega, da bi bila jasna. Ja, jaz vem, da si rekel, da je eno vprašanje, ampak v resnici je tako zelo kompleksen niz vprašanj. Jaz bom začela najprej pri nečem, kar se mi zdi zmeri vsakič znova vredno poudariti. In to je to, da je naravni poriv oblasti vedno to, da vzpostavi samega sebe skozi pač kontrolo nad teritorijem, nad materijo, ki jo upravlja in da je potrebno biti zelo samonadzoren, da razumeš, da ne samo, da je absolutno nujno za kakršen družbeni
družbena solidarnost, senzitivnost, povezanost, to, da obstajajo teritoriji, ki pač, in kar rečem teritorij, ne mislim nujno samo pač materialni teritorij, ampak tudi mislim in siceršnji teritorij, ki jih pač oblast ne kontrolira, ki jih ne normira in v katere se ne vmešava. In v tem kontekstu se mi zdi, da so avtonomni prostori, kot je bil Rog, kot je Plac, kot je bil nedavno izgubljeni anarhofeministični skvot v Ljubljani in tako naprej, izjemnega pomena za razvoj katerekoli družbe. In ne samo razvoj, ampak obstanek katerekoli družbe. To bi rekla kot eno. Je pa dejstvo, da tovrstna avtonomija mogoče ni čisto enaka, kot je avtonomija, o kateri sem govorila prej, ker ta avtonomija predpostavlja avtonomijo pač od vseh oblastnih struktur, tako znotraj skupnosti, kot v bistvu nekih soodvisnosti v smislu, težko si pač predstavljam, da bi pravzaprav znotraj avtonomnega prostora pač lahko so obstajali, čeprav tudi Metelkovo pač fazi tak primer kontradiktornosti, kot vsak avtonomen prostor seveda je, pač hkratni soobstoj pravzaprav neke odvisnosti od recimo sredstev oblasti in hkrati ta avtonomija. Predvsem pa načeloma znotraj avtonomnih prostorov, to niso prostori, znotraj katere če se generira kontraekonomija, zagotovo se ne generirajo klasični kapitalistični odnosi mestnega dela. In zaradi tega je potem vedno vprašanje, se mi zdi, da je mogoče te stvari treba vseeno potem malo ločiti. Zaradi tega, ker mislim, da o tej družbeni vrednosti, v kateri pa ti razlagaš, je pa mogoče bliže temu, kar je prej Teja v bistvu govorila. A je mogoče misliti v bistvu kontekste recimo UTD-jev, kjer ti recimo kot financer tega država, mestna občina ali katerakoli druga entiteta, dejansko ne pogojuješ upravičenosti koriščenja recimo pač nekih javnih sredstev z ali projektno logiko, predvsem v rezultatu usmerjeno projektno logiko in pač doseganje nekih ciljev, mejnikov, rezultatov in tako naprej. In jaz mislim, da je to pač zagotovo neka smer, v katero bi bilo pač in se konkretno pač razmišlja. Druga stvar, ki se mi pa pač zdi, je, da se ta družbena vrednost vse lepo in prav, pa tako, ampak jaz mislim, da eno veliko težavo, ki jo pač v kulturi še vedno imamo, so pač pogoji dela. Zaradi tega, ker danes je kultura še posebej v nevladnem sektorju in med samozaposlenimi pač razredno pogojena. Če nimaš družinske infrastrukture, ki ti omogoča bivanje v Ljubljani, predvsem, ker bodimo iskreni, še vedno pač zelo vse decentralizirano, tako kot je Miha rekel, ali pa si drugače uredil pač svojega obstoja, znotraj tega pač zelo težko preživiš. In dokler se pač mi pogovarjamo o situaciji, kjer 37% samozaposlenih ne zasluži minimalne plače, ker jih 80% samozaposlenih ne presega povprečne pač plače, se zelo težko pogovarjamo o čemerkoli drugem v resnici. In zaradi tega pač so tudi v tem trenutku pač večina ukrepov usmerjena v dejansko reševanje minimalnih standardov. Ko se pa pač pogovarjaš o minimalnih standardih, je pa pač seveda težava, da je včasih težko misliti, kako bi rekla, vse širše segmente, oziroma je dejstvo, da stvari pač ratajo kompleksne. Tako da ne vem, če sem sicer odgovorila na inicialno vprašanje, ampak mogoče sem hotela vseeno ta aspekt manjši. Ok, bom malo bolj direkten, ker v bistvu govoriš kot predstavnica Ministrstva za kulturo in če te poslušam, je tvoj nagovor izjemno pesimističen. Da ne rečem tako, če bi te slišal kot, ko bi rekel, enega od akterjev, ne bi tega tako razumel, ampak če zdaj to slišim kot pač govor predstavnice Ministrstva za kulturo, se mi zdi pač to
Pa to ni noben očitek, je tako, ampak razmišljam, če kaj se bo zgodilo. Ne. Berem to pa seveda kot rezultat nekih notranjih pač razmerij, širših, znotraj vlade, budžetov, razrezov in tako naprej, vse to, kar poznamo kot realno politiko, ne. Ampak to v bistvu, popravi me, ne, to v bistvu pomeni, da nekih pogojev bazičnih, da ne govorimo o politični volji in tako naprej, ne, da bi se probal recimo izboljšati obnovo v recimo terminih, kakor je pač Teja govorila, bodi si UTD ali pa neki sorodna zadeva, da tega ni, ali pa nekega drugega načina, s katerim bi pač to, kar si opisala, prešlo v neko drugo, manj izčrpavajočo in izkoriščajočo razmerje. Ja, jaz sem si dovolila tudi malo razmišljanja v osebnem imenu, ampak lahko gre tudi v moje uradno. Hvala za ta izziv. Hvala za ta izziv. Jaz bi tako rekla, ne. Mogoče razumem, zakaj se sliši to pesimistično, zaradi tega, ker se mogoče ne zatiska oči pred realnim stanjem, ki je grozno. In mislim, da vsi tisti, ki smo leta in leta komaj preživljali na statusih samozaposlenih in številni, ki to še vedno počnete, to zelo dobro veste. In od tega ne moramo bežati. Veliko časa predolg časa so ljudje na odločevalskih pozicijah od te realnosti bežali in mislim, da so rezultati v kontinuiranih izjemno težkih pogojih za delavke in delavce v kulturi. Ne. Zdaj, ne bi pa rekla, da je nujno to najbolj pesimistično. Mislim, da je v končni fazi tokratna ministrica prva v zgodovini samostojne Slovenije, ki je afirmirala recimo avtonomne prostore. Ponavadi so jih bolj rušila. Ne. Zdaj, kar se tiče druge stvari, prvič v zgodovini bomo omogočili kolektivno pogajanje samozaposlenih, kar nas bo dalo poleg Finske v unikatno pozicijo znotraj Evropske unije, ker tudi zdaj priznavanje statusa enoosebnim samozaposlenim recimo ni nikakor bilo dopuščeno v kontekstu delavskih pravic. In to se mi ne zdi ravno najbolj pesimističen napredek. Ne. To, da se pogovarjamo o tem, da bi znotraj kolektivnih pogajanj določil minimalne standarde, pod katerega noben direktor ne bi smel iti, se mi zdi v resnici napredek. In je optimizem prej kot pesimizem. Se pa strinjam, da zagotovo obstaja realpolitičen okvir, ki pa je po eni strani sestavljen iz omejitev znotraj proračunov, ki so kakršni so in niso optimistični, čeprav rastejo, ampak ne dovolj hitro in ne dovolj. Ampak po drugi strani jaz mislim, da se stojijo tudi v bistvu iz tega, kako v bistvu deležniki praviloma reagiramo na besedo reforma. Načeloma si jo vsi želimo, v trenutku, ko pride, pa iščemo vse poti, da bi jo preprečili. Razumljivo, zakaj? Zaradi tega, ker večina reform do zdaj je pomenila, da gremo iz slabšega na slabše in zaradi tega mislim, da ni nobenega razloga, da bi kdorkoli zaupal, ko se začne govoriti o reformah v kulturi, v to, da bo stanje boljše. Tako da jaz to štartno pozicijo popolnoma razumem in se je zavedam in sem jo dolga leta gojila in promovirala. Tako da če jo zdaj še malo pašem, se mi zdi to popolnoma upravičeno. Je pa res, da je za takšne velike spremembe potrebno zgraditi resen družbeni konsenz. Ker če mi zdaj rečemo, da bomo ukinili vse razpise, ki obstajajo, dali ta denar skupaj in se odločili, da ga bomo na popolnoma drugačen način delili, bo to nujno pomenilo, da ga ne bodo vsi več imeli, ali pa da ga ne bodo imeli v obsegu, kot ga imajo zdaj. In narediti neko takšno potezo je na meji samomorilskosti. Zaradi tega, ker zdaj si pa predstavljate, da rečemo dobesedno Maska, ali Teja, Miha, ali pa Janez, zdaj bo pa konc, ker bomo mi malo drugače socialno to prestrukturirali. Mislim, a bi res z največjo dobro voljo šli v to? Najbrž ne, če smo čisto iskreni, tudi jaz mislim, da ne bi si upala tega predlagati. Zakaj to govorim? Jaz mislim, da moramo imeti o tem resno debato, se pa moramo zavedati posledice radikalnih potez in a jih res hočemo in zgraditi konsenz okrog tega, kakšne vrste poteze smo pripravljeni dejansko sprejeti in jih potem tudi podpreti in kolektivno zagovarjati.
Zaradi, ker če bodo pač prišle samo strani oblasti, so kot prvo je vedno lahko nevarno, zaradi, ker pač oblasti se zelo hitro, še posebej na Ministrstvu za kulturo menjajo. In določene rešitve, ki lahko izgledajo v tem trenutku dobre, se lahko razblinijo v sekundi in mislim, da je zaradi tega treba biti zelo previden, pač katere stvari se dejansko izpeljejo in katere ne. In po drugi strani, zaradi tega, ker pač mislim, da ko se delajo neke pač temeljne družbene spremembe, moramo biti odgovorni od tistih, ki so v tej družbi pač najšibkejši in najbolj so na presečišču raznolikih neenakosti in je izjemno pomembno, da se ekstra potrudimo, da so predvsem te osebe ali pa te organizacije v središču naših pogovorov, zaradi tega, ker to so pač tisti deležniki, ki jih najlažje spregledamo in potem praviloma tudi vedno v bistvu najbolj nasrkajo ob teh vehementnih spremembah, v primerjavi s tistimi, ki imajo dostop do ali odločevalcev, ali imajo družbeni glas, ali pa tako naprej. Ne. Tako da zaradi tega se mi zdi, da je treba v bistvu, in mislim, da pač zdaj poskušamo na ministrstvu dejansko iskati ta balans med tem, da krpamo stvari, ki jih je pač nujno potrebno pokrpati in ne more čakati na to, da mi pridemo do nekega družbenega konsenza o širših bolj temeljnih spremembah, ampak hkrati ne zapirati pač te poti. Mogoče bi jaz tudi sam stopila skozi zelo partikularno pozicijo, torej za to v bistvu perspektivo nekako naprtanja te dediščine nase, naprimer, ko smo prevzeli Zavod Maska. Meni se zdi to, o čemer je tudi Teja govorila, vprašanje na eni strani kontinuitete, na drugi strani trajnosti, zelo, zelo zanimivo in zelo v bistvu bistveno, kadar se pogovarjamo o nevladnem sektorju in sploh možnosti mišljenja prihodnosti tega sektorja, da ne gre zgolj za neke minimalne korekture, ampak da res poskusimo tudi z določenimi radikalnimi potezami, ki ne morejo biti vsem všečne verjetno, pač premisliti, kako bi pa vendarle to bolj trajnostno lahko naravnali. Zdi se mi, da v bistvu je tukaj se pojavlja ful problematično in zahtevno vprašanje obstoja partikularnih pozicij in partikularnih organizacij ali pač celotnega sektorja kot takega, kako je to razmerje, recimo. Zdi se mi tudi pomembno, da v resnici, o čemer govori Teja, da je pravzaprav trajnostnost pomeni neko radikalno drugačnost v pogojih dela in pravzaprav tudi o omogočanju diskontinuitet. In zdaj vprašanje, mlajša generacija, ki bo sploh prevzela te zavode, a je sploh prostor, da se pojavijo nove strukture, kjer bi lahko se proizvajale neke nove vsebine, ali je znotraj organizacij, ki jih ne bojo več mogli tisti, ki so jih ustanavljali, voditi, ali znotraj teh organizacij sploh obstaja prostor, da proizvajamo neke vsebine, ki pritičajo našim življenjem, našim orientacijam, ali moramo zato, ker se vpenjamo v neko kontinuiteto, v bistvu se podrediti nekim določenim politikam, vsebinam. V bistvu je tu ena taka napetost, ki jo bomo mogli v bistvu nasloviti skupaj z kulturnimi politikami. In po moje, če ne bomo pravzaprav zmogli skupaj premišljevati o radikalni prihodnosti ali pa res nekako ne zgolj povečevati sredstva za kulturo, ampak točno to, o čemer sta obe in Tjaša govorili, da enostavno ne bo dovolj, da namenimo nevladnemu sektorju več denarja, ampak da preprosto premislimo hiperprodukcijo, ki nas vse tare in na kateri smo vsi podvrženi, zaradi tega, ker se enostavno bojimo, ker je strategija preživetja. To ni nekaj, kar pride samo zato, da pač imamo toliko zapovedati vsebinsko, ampak enostavno zaradi strahu pred izpadom in v bistvu neko borbo za vidnostjo in potem tudi prihaja do erozije skupnega in skupnostnega. In na kak način bomo nekako tudi ta prostor znova odprli in spostavili. Res se bojim, da prihaja do resne erozije skupnosti. In resno me skrbi, kako bo ta sektor nadaljeval. Resno me skrbi. Ne vem. In jaz mislim, da bomo mogli radikalne politike tukaj začeti uvajati.
drugače preprosto mislim, da se piše konec temu sektorju. Sorry, a imaš kakšno vprašanje? Ne. Ne, mislim, hvala za to, ja. Ne vem, jaz ne bi bila tako pesimistična, no, kar se tega tiče. Dejansko stanje, po mojem, ki ga imamo, je ta faza degradacije, absolutno. Pač, kar se tiče hiperprodukcije, kar se tiče revščine, pogojev dela, nasičenosti, slabega počutja, ljudi, ki so na meji pač, v bistvu svojih ustvarjalnih in delovnih sposobnosti. Tako da tu je ena velika zagata. To ni vprašanje, ki je samo aktualno na področju kulture, ne, temveč ga lahko zaznavamo na vseh področjih. Ravno zaradi tega mislim, da je vsakokrat znova treba potencialne ukrepe znotraj kulturnega sektorja v bistvu misliti širše v odnosu do drugih segmentov družbe in tudi predlagati nek malo bolj ambiciozen projekt. Ne samo znotraj kulturnih politik in tako naprej, ampak nekega družbenega, splošno družbenega okolja. No. To je prva zadeva, ampak ne bi bila toliko pesimistična, zaradi tega, ker se mi zdi, da so možnosti, tako kot sem tudi izpostavila, možnosti, da se ukrepi nekatere aspekte v bistvu delovanja in nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi v bistvu na razpolago. Ampak da se teh sredstev nezadovoljivo črpa, da obstaja znotraj sektorja, in tu se strinjam tudi s Tjašo, seveda ta debata je zelo naporna, zelo težka, morda tudi samomorilska, da moramo pogledati, kakšno je trenutno stanje in zakaj je to stanje tako in kaj so naši cilji znotraj tega. Govorila sem o tem, da se kulturni ekosistemi spreminjajo skozi čas, to je normalno in potrebno je seveda pogledati situacijo, ki je danes. Ponovno opozarjam, da je diskrepanca financiran med različnimi sektorji in med različnimi segmenti znotraj kulture nevzdržen. Ja? To je potrebno nasloviti. Vedno je to napačno razumljeno, potem je tako, ti bi javnim zavodom, da vzamemo denar javnim zavodom in tako naprej. Skratka, ne, kar jaz govorim je, da je potrebno prepoznati način delovanja, teme, procese, ki jih nevladne organizacije in samozaposleni izvajajo že leta, jih ovrednotiti in na podlagi tega pridobiti dodatna sredstva, ker to je možno. To je moj prvi point. Da se v bistvu, da pride do tega prepoznanja. In dejansko nekatera razmerja bo treba ponovno razmisliti. Ali danes, leta 2023, se upravičujem za tako, ko je brutalno vprašanje, ali danes družba, naš kontekst, Slovenija, potrebuje 12 javnih gledališč z ansambli, ki vsi izvajajo Hamleta, posplošeno rečeno, ali je v tem novem kulturnem ekosistemu, kjer so prišle nove generacije, nove nevladne organizacije, novi samozaposleni v kulturi, potrebno reorganizirati kulturno krajino na način, da bodo imeli ljudje prostor in čas za razvijanje svojih potencialov, ustvarjalnih in drugih, in pogledati, kaj so učinki, v bistvu, za katere verjamemo, da so pomembni v smislu nekega trajnostnega razvoja naše družbe. Jaz bi samo eno kratko stvar, ker me je tole tejno izvajanje v bistvu spodbudilo, da se mi zdi pomembno povedati še nekaj. Ne. Jaz vem, da v nacionalni program za kulturo noben zares ne verjame, ampak vseeno to je kar pomembna strategija, ker vidiš, kako pomembno se je nanjo sklicovati v določenih zadevah. In mi se zadnjih, ne vem, že koliko mesecev, prvič v zgodovini Slovenije dejansko pogajamo za čisto vsakim ministrstvom v tej vladi, kako bodo kulturo vključili v svoje programe.
Ker se je prvič zgodilo, da dejansko medsektorsko razmišljamo nacionalni program za kulturo. Se pravi, da mora vsak resor razmisliti, na kakšen način bo odpiral vrata in priložnosti za delo kulturnim ustvarjalkam in ustvarjalcem. In jaz mislim, da to je en del tega, o čemer govorimo, a ne, se pravi, ne da se zdaj kar naenkrat podredi vsebinski način dela, ne da bomo zdaj pa vsi, ne vem, znotraj kmetijstva nekaj pač plesali ali pa karkoli na polih ali pa kaj takšnega. Ampak, kar je sicer tudi super fajn, podpiram, ampak se veste, kako hočem povedati, da ne gre za vsebinsko podrejanje, ampak gre za v bistvu iskanje nekih sinergijskih učinkov, a ne, kje vse lahko v bistvu mi še za umetnost in kulturo pač prodremo, v končni fazi, kje se lahko pridobijo dodatna sredstva, ne vem, zdaj veliko razmišljamo o tem, kako lahko večgeneracijske centre pride kultura, pač kaj se dogaja na zelo različnih nivojih, pač zelo velik napredek smo dosegli recimo v povezovanju zdravja in kulture in tukaj bodo pač tako razpisi kot sredstvo, kot dejansko pač social prescribing pač se pač zelo intenzivno pravzaprav premikajo stvari naprej. Tako da meni se zdi zelo pomembno, a ne, da se moramo zavedati, da če želimo, da v bistvu ta kor, ki ga Ministrstvo za kulturo financira v smislu te res umetnosti in umetniške produkcije, je treba osvoboditi pritiska, pravzaprav, da mora biti to edino polje, kjer se lahko tudi pridobivajo sredstva za delo, no, da tako rečemo. Zaradi tega, ker če bomo to poskušali v bistvu in socialni transfer na nek način in pogoje za produkcijo dejansko umetnosti vedno stlačiti v iste budžete, tako na mikronivojih projektov, kot na makronivoju ministerstva, bomo imeli kontinuirano težavo. In vem, da se to mogoče ne sliši tako radikalno, ampak v resnici je pač pa radikalno obrat logike, kako pač pristopati k tem zadevam. To sem želela še. Zdaj, ful enih terminov pa besed mečemo. Tudi v uvodnem, sploh kaj gremo pa, o čem bi se pogovarjali, ampak bila je danes ta zgodba, že smo slišali, interdisciplinarno. Jaz mislim, da če hočemo umiliti hiperprodukcijo v umetnosti, potem pač treba nehati umetnost delati, v smislu končnih produktov. Ima pa umetnost to dobro stvar, ki se reče umetniška metoda, ne? In se mi zdi, da vsi ti ljudje, ki živijo v sistemu umetnosti, v kulturi umetnosti, nekaj kultura, ne bi jaz bi v druge sektorje vozil kulturo dialoga, kulturo strpnosti, kulturo kreacije. Umetnost v druge sektorje pa bi vozil samo umetniško metodo. Ne? In tukaj pridemo do tega, da ta umetniška metoda pa je od kmetijstva do industrije, do izobraževanja, povsod zelo nerazumljena, ampak ko pa inženirji in znanstveniki razumejo, kaj ta umetniška metoda je in ko vejo, da umetnost ni samo opera ali pa slika, ki jo da nad kamin, takrat pa oni razumejo tudi interdisciplinarno sodelovanje. In pa v interdisciplinarnem sodelovanju pa pridemo potem tudi do tega, da se morajo tudi umetniki zavedati, da se kdaj zgodi, da ima biolog dosti boljšo vizualno idejo, kot ima likovnik. Ampak je pa pomembna ta kolektivna skupnostna zgodba, da se sodeluje. Ne? In se mi zdi, da, zdaj, če se berem nazaj, zakaj sem čisto trd tukaj, imam velik problem s tem, je to, ko imamo toliko enih besed, smo na mizo zmetali za to okroglo mizo za 1 uro pa pol, absolutno preveč. To je absolutno preveč. In kar se tiče spremembe radikalne spremembe sistema, gledališča si omenjala, pač živim od teatra tudi že 10-15 let in spomnim se enih, na začetku so vsi govorili o tem, da imamo menjati ta gledališki sistem v Sloveniji, da imamo bolj tega francoskega, da bolj vsi bolj freelanceri, pa so tudi v hišah, tudi ansambli so govorili, da imamo to narediti. Ko pa je prišlo to na mizo, pa so se seveda vsi nazaj potegnili, ne? To je ta zgodba. In zdaj se malo dobivam impuls od vsega tega, kar poslušam danes skupaj, sem tudi zelo strukturiran pri tem. Tole interdisciplinarnost in tole umetniško metodo bi zelo spostavil, ker mi je v bistvu, bom rekel, tale kohezijski projekt Konsa in Ruka, se pravi Mežnih centrov za sodobno raziskovalno umetnost, me je pripeljalo točno do tega, se pravi, razvijal sem 6 projektov kot
kot producent in zgodilo se mi je, da smo in z visokim šolstvom in z gospodarstvom bili v kontaktih, delali skupaj stvari in zgodilo se je to, da so na tistih drugih sektorjih, to, ko sem prej govoril, začeli umetnost gledati drugače, kot jo mi prodajamo, ne? Ker mi vedno prodajamo to fakt mojega kipa noben ne razume, oziroma mojega gledališkega festivala noben ne razume, v bistvu pa tale most do tistih, ki bi naj razumeli, v bistvu itak ni narejen, ker smo mogoče izgubljeni v hiperprodukciji, ki je premalo plačna in blablabla, ker imam pa eno kruto, ne, da mogoče za vse te, ki živijo in hočejo živeti po umetnosti, so si, kako v osnovnih pa srednjih šolah ima ta izraz karierna orientacija. Ne. In mogoče bi mogli ljudem že v vrtcih pa v osnovnih šolah povedati, kaj pomeni imeti poklic, kaj pa pomeni imeti delovno mesto. Ne. Mogoče se sami tudi izobraziti, kakšne so tukaj razlike, ker zdaj pač osebna izkušnja je taka, da ja, tudi moja hči razmišlja, kaj bo v življenju počenjala in sem pač imel zelo tako grobo debato z njo pred kratkim, ko sem mi razlogom, veš kaj, zdaj, če mi v Sloveniji diplomira vsako leto 10 igralcev, pa 4 gledališki režiserji, pa 4 filmski režiserji, pa 4 slikarjev, 10 slikarjev, pa 10 kiparjev, pa še privatne šole imam. Kje bodo vsi ti ljudje bili in delali in živeli? In ljudje bi v bistvu v tej karierni orientaciji, poklicni orientaciji se mogli tudi zavedati realnosti, v katero pridejo. Ne? Mogoče malo bolj kot športnik, ki pač verjetno pri 18. letu že skapira fakt, premajhen sem, premalo drivam, bom vrhunski odbojkaš. To je zdaj neka taka groba, naravna selekcija logika. Je pa res, da pri nas tega ne razumemo, ne? In to bom dal z lepim primerem, da se mi je na mestni občini Maribor pred 2 letoma zgodilo, da sem na vprašanje, ampak sej ljudje tukaj zbrani bi morali vedeti, kaj proizvajamo mi študentskega, kdo se izobražuje v tem mestu. In je mestna občina rekla, pa Miha, mi bi mogli to vedeti. In sem pogledal, ja, pizda, zdaj, če se zavlečem, jaz samo zaposlen v kulturi, naj vem, kaj bomo mi za vsemi likovnimi pedagogi, ki jih proizvedemo, ali kako bomo to. In pač tu pridemo do te kulture sobivanja različnih sektorjev v tej državi, da se Ministrstvo za kulturo ali pa kulturni sektor ali pa umetniški sektor ne more skriti samega v sebe, ker more medsektorsko dati informacije in mi se moramo v osnovi zavedati, kaj so sploh te generacije študirali, kaj so sploh njihovi poklici, ki jih bodo razvijali, ne pa da je problem tukaj, kako zdaj preživeti. Ne? Mi bi morali v začetku pogledati, ker tisto, kar mi je ministrstvo reklo, da naj grem v parlament pa izglasujemo ta zakon, to me je v bistvu požgalo, ker so mi dali povedati, fakt, Miha, pri 33 letih si ti zdaj zavedal, da to je to, ja. V parlament treba iti in zakone spremenjati. Mogoče, izvoli. Miha, še ena nova beseda. Mogoče. Ne, ampak mislim, razmišljam, hvala za vse te spodbude, za razmislek. Pogovarjamo se o inštitucijah, o javnih zavodih, o zasebnih zavodih, pa razmišljam zdaj, ko vas poslušam, a se kaj spremeni, a se spremeni mogoče nekako en smer razmisleka, če govorimo o infrastrukturi, ne, na mestu inštitucij. In potem, ne vem, če se navežem na tebe, Teja, ko se sprašuješ, a rabimo 12 javnih gledališč, če razmišljam strani z vidika infrastrukture, z vidika decentralizacije, se mi zdi, da rabimo to infrastrukturo. Če razmišljam potem, če gremo to iz tega tudi, s čimer je Emil nekako štartal z zaupanjem, pa se mi zdi, da če razmišljamo o enih drugačnih modelih sobivanja, ki ste tudi o tem govorili, se mi zdi, da je lahko ta infrastruktura na en drugačen način organizirana, v smislu ene drugačne relacijskosti med vsemi akterji, drugačnega sobivanja.
In potem pač sedimo v elektrarni in recimo tudi poskus tega sobivanja, sodelovanja javnega, civilnega partnerstva, ampak je premalo, se mi zdi, tovrstnih poskusov, modelov. In jaz osebno, ne vem, se mi zdi, da je to precej premalo izkoriščen tudi nek modus, ki se mi zdi pa tudi zelo perspektiven. Hvala, Urška. Absolutno, mislim, ko govorim na primeru javnih inštitucij, gledališč, to govorim v smislu statuta, ki ga imajo pač neke pravne organizacijske forme, ki narekuje določene zadeve. 10 premier na leto, skratka nek tip programa, ki pač ne bi jih tovrstne javne inštitucije izvajale. Zdaj, tvoj premislek o tem, ali lahko naredimo nek tak konceptualni preobrat in to obravnavamo kot infrastrukturo, se mi zdi, da je super, ker te prostore imamo po celotni Sloveniji, imamo tudi vrsto drugih prostorov, kulturne domove in tako naprej. Skratka, veliko ene prostorske infrastrukture, ki v bistvu omogoča in decentralizacijo, omogoča medgeneracijsko sodelovanje, omogoča večji fluks, se pravi gostovanje in tako naprej. Ta infrastruktura je več od manj na razpolago. Vprašanje je, na kakšen način, tu je že Miha tudi prej omenil, na kakšen način neke reformne politike pripeljati, zato da se bo sam sistem, na primer gledališč v tem primeru ali pa kakšnega drugega, lahko reformiral. Ker seveda tu je velik, zadeve se bremzajo, ni veliko tovrstnih primerov v Sloveniji, centrov ali pa infrastruktur, ki bi bile odprtega značaja, kjer bi se v bistvu znotraj njega razvijale različne prakse, ki bi bile odprte za javnost, za socialna vprašanja, za umetniška vprašanja, kjer bi v bistvu lahko prišlo do sobivanja nekih različnih form. Takih prostorov pravzaprav v Sloveniji nimamo in jih je zgleda težko misliti v nekem obstoječem kulturno-političnem kontekstu, samih načina, kako je sistem zastavljeno. Tako da mogoče je tu vprašanje, Tjaša, prej si govorila o družbenem konsenzu, o tem momentu, kako v bistvu pravzaprav pride do tega, ker tukaj je veliko deležnikov in tako naprej, kaj narediti za to, da se lahko tovrstne debate, v bistvu premišljevanja razprejo, brez bojazni, da bo pač nekdo ostal brez nečesa. Takoj dobiš sem dva primera glede tega, da ali bomo temu rekli v blažji obliki, da je družbeni konsens dinamična, zgodovinsko dinamična kategorija, ali pa da ga ni. Pač dva primera ljubljanska, ko je prišlo do pač intervencije strani pač mestne oblasti v Rog, ali je tam kakršenkoli družbeni konsens bil vzpostavljen. V bistvu je bilo pač neka, kako bi rekel, pragmatična, brutalna želja in volja in odločenost pač mestne oblasti in po drugi strani zahteva pač tistih, ki so ta prostor vzpostavili in kreirali družbene vezi, da do tega ne pride. Vso drugo okolje je bolj ali manj bilo okolje tišine oziroma okolje eventualnih kritičnih glasov, ki so opozarjali na to, na pomene tega, če to, kar zdaj gledamo, stekleno palačo, do tega pač pride. Se pravi, ni družbenega konsenza bilo zato, da bi se pač steklena palača namesto družbenih vezi, ki so pač tam bile zgrajene v teh 12-13 letih, imele prostor, da se 16, imele prostor, da se razvijajo naprej in mogoče vzpodbudile še nek drugi prostor, kjer bi se druge oblike, ki te družbene vezi, ki so v avtonomni tovarni Rog bile vzpostavljene, ne bi mogle
pa bi se odprle nekje drugje. Ne. Tako da avtonomnost, ja, ampak kot turistična atrakcija. Ne. Drug primer, ne, je primer drame, ne, ki v bistvu, ko bi rekel, jaz se sam sprehajam. Ne, da. In pač problem drame je bil tudi problem ekologije, pač s tem drevesom in tako ne. Ampak ali je obstajal kakršenkoli in obstaja kakršenkoli družbeni konsens o tem, da ti šumi, na primer, zgradiš tako, kot je zgrajen, da popolnoma zasenči in zapre urbano strukturo, da popolnoma spremeni mesto pač v tisti, pač v tistem delu na ta način. Najboljše, kar bi Ministrstvo za kulturo, recimo kot ustanovitelj in država kot lastnica, naredila je, da reče, ok, če se mesto to odločilo, ne, bomo mi dvigali dramo še nekog, ko jebe pač dediščino in tako naprej, ne, če je pač tam čez narejen ta krvi in strašansko, da ne uporabljam pač. Tako da, evo, Roki, oprosti, no, ampak zdi se mi, da ta... Aha. V bistvu, jaz bi eno stvar izpostavil, ker tak občutek imam, da se pač nekaj v teh zgodbah pa pričevanjih v bistvu ponavlja, in to je to, da se nevladni sektor na eni strani ali pa javni sektor na drugi strani obravnava vsakega posebej kot neko monolitno reč. V resnici, recimo na vprašanje, a rabimo 12 javnih zavodov na področju gledališč, mogoče jih rabimo 20, ampak dobri, pač super teatra. Ne vem, zakaj ne. Ampak, če imamo pa 12 slabih, imamo pa verjetno občutek, pač, da je dejansko 12 slabih ne rabimo. Pač pretiravam, pa ni vseh 12 slabih. Ampak zdi se mi, da to je tudi naša izkušnja, katero smo člana Komisije za uprizoritvene umetnosti in seveda pač izkazuje se to, da je pač struktura javnega sektorja na nek način nedotakljiva. Tudi, se pravi, to je nekaj, kar tako, to ne vem, mogoče ima kdo drugačne informacije, ampak to je neka zadeva, ki jo ščitijo ljudje, ki so tam zaposleni, ščitijo verjetno tudi sindikati, ščiti predvsej ljudi tudi v administraciji ministerstva in mislim, da vprašanje, kaj vse to ščiti, to se zdi v bistvu ena trdnjava, ki je nedotakljiva in v bistvu kulturni sistem, pa kulturne politike v zadnjih 30 letih so pa dejansko naravnane na ta način, da se ta dva segmenta, se pravi nevladnega sektorja pa javnega sektorja izrazito ločujeta in da se ustvarja iluzija na eni strani, da je NGO sektor avtomatično kvalitativna kategorija in da je javni sektor avtomatično negativna, kvalitativna kategorija, kar seveda ni res. Po moji presoji je pač, si predstavljam, recimo to pač, kar Tjaša govori, da nov nacionalni program za kulturo izrazito naslavlja medsektorska vprašanja, pa v bistvu kulturni sistem medsektorsko razume. To je mogoče ena od možnosti za to, da se s temi prečnimi politikami prevetrijo do ne vem na kak način te zadeve. Recimo, če mislimo zadeve znotraj organizacijskih oblik, se mi zdi, da je zadeva neproduktivna, obstajati mora, bi rekel, vsebinski nadsistem, ki v bistvu, ki je kriterij
v resnici ne organizacijske oblike same. Ker mi vemo, da imamo tudi na področju nevladnega sektorja, na področju uprizoritvenih umetnosti določene organizacije, ki preprosto, kako bi temu rekel, s tem, kar je Teja prej skonfigurira kot neko obliko trajnosti, mi vidimo, da v bistvu tega ne izpolnjujejo več, če so kdaj. Mi hočemo reči samo to, da so organizacijske oblike v bistvu neka vrsta iluzije v tem smislu, da bi avtomatično pomenili kvalitativno kategorijo. Ena zadeva, ki je podobna kot, kako bi rekel, ta trdnjava nedotakljivosti javnega sektorja, so, mislim, da prostorske politike nevladnih organizacij in javnih zavodov. Se pravi, v resnici cirkulacija vodstev, ki v bistvu naj bi z vsebinami napolnjevale prostore, ki so v lasti mest ali pa države, med temi prostori ni v bistvu nikakršne cirkulacije. To so pač neke vrste. Ogromno teh prostorov ima popolnoma različne pogoje, možnosti spremembe vodstvu. Nekateri upravljajo, nekateri vodijo, nekateri najemajo. Mislim, tako zelo različne, sploh v mestni občini Ljubljana so te zadeve v nekem, bi rekel, sfiksirane in vem, da smo se zadnjo pred leti ukvarjali z vprašanjem, a je možno ustvariti, in tu tudi jaz v resnici mislim, da bi bilo med državo in mestnimi občinami nujno ustvariti neko vrsto konsenza o tem, da se kaka nevladna organizacija občasno lahko tudi umakne iz kakega javnega prostora in pride kaka druga nevladna organizacija v nek prostor, ki ga recimo mestna občina upravlja, ali pa kot Smazalijo si v bistvu enkrat zamislila pač nek konzorcij nevladnih organizacij, ker so cirkulacije oziroma fiksiranosti vodstvu in v javnih zavodih in na področju nevladnega sektorja, kar se tiče v bistvu vezanosti na infrastrukturo, so zadeve blazno sfiksirane pa niso samo zaradi sistemov pa kulturnih politik, ampak blazno so sfiksirane tudi v naših glavah, po mojem pač. To so pač te teritorialnosti, ki v Sloveniji bolj ali manj so ponavadi obgrožene z živimi mejami in to je ta logika, ki v bistvu pa nekih tudi vsebinskih cirkulacij ne omogoča. Okay. Ja, pa še ena zadeva od Mihatovo pripombo o umetniških metodologijah v drugih sektorjih. Mislim, da je oglaševalski sektor v 50. pa 60. bil razvit s koopteranjem v bistvu umetniških procedur in da so se nekatere zadeve, kar se teh proceduralizmov tiče, so šle, bi rekel, v neslutene razsežnosti. Ni pa nujno, da je na vseh umetniških področjih to enako. Ja, ampak marketinški sektor zaganja to mašinerijo, da so nevladniki pa vladniki skregani med sabo. Je pa v bistvu, se meni zdi ful grozno, če je ta marketinški sektor edini, ker so te umetniške metodologije prisotne. Za te primere, sigurno. Ne, jaz sem govoril, da jih v bistvu ni. Ker če bi mi teh primerov imeli več, se mi o interdisciplinarnosti ne bi pogovarjali že 30 let, pa je v bistvu ni. Ker če bi ljudje v visokem izobraževanju, v industriji se zavedali, da umetnost ne pomeni za nek produkt industrijski, da naredi se plakat, ampak da je lahko že v osnovi pri samem snovanju celega projekta umetnost in ne umetnost, ampak metoda umetniška prisotna, bi se stvari spreminjale. Ne? In
To je to. Drugače pa en primer imam, ker se izobraževanje in kultura tako zelo lepo povezujeta. Nekih, mislim, da 10 let nazaj je Evropska unija dala denar, da se je naredila velika publikacija umetnost v izobraževalnih sistemih, od vrtca, osnovne šole in srednje šole. In takrat je bilo ogromno enih delovnih skupin v državi narejenih, Ministrstvo za šolstvo in Ministrstvo za kulturo so sodelovali. Delali smo primere dobrih praks, kako naj v vrtcih in osnovnih šolah in pa vsod pride vsi različni mediji umetnosti v zgodbo. To se je naredilo, ta knjiga je bila ful dobra, debela, ampak potem je bilo na vprašanje ministrstvu, kaj se bo pa zdaj zgodilo s to knjigo, so pa rekli, ja, zdaj bomo naredili v neki nakladi veliko tisoč in jih poslali na inštitucije izobraževanja. In potem, potem pa, če bojo ravnatelji odprli to knjigo ali pa naredili kaj s to knjigo, se bo pač s to knjigo kaj zgodilo. Zdaj, meni je zanimivo v tej državi, koliko se bojimo, ker jaz mislim, da bi z ene stvari mogli kar z dekreti začeti delati. Jaz mislim, da bi, in predvsem program za kulturo, nekaj takega, ki bi mogel z dekreti ukazati javnim inštitucijam, da tehnologijo, ki jo imamo noter in prostore, začnejo posojati ali pa ljudi, ki so tam noter posojati tudi nevladnemu sektorju ali še katerikoli drugemu sektorju. In to je ta ambicioznost, se mi zdi, ko imamo teoretsko ambicioznost, pa bi bili tudi praktično ambiciozni, pa v bistvu so ukazali ene stvari. Ker drugače ne bo nič, drugače se bomo mi še nadaljnjih 25 let pogovarjala, zakaj slovenske plesne predstave ne krožijo po Sloveniji, pa še vedno ne krožijo. Pa smo se to že ne vem, kdaj pogovarjala in če bi ministrstvo za moj pojem dalo dekret, da morajo krožiti, spol bi pa verjetno začeli krožiti, sam če, veš. 3 stvari. Za proračun 24 so že rezervirana sredstva za mrežo gostovanj in kroženje predstav. Številka 2, mene ne, ampak ok. Številka 2, kar se tiče kulturno-umetnostne vzgoje, smo pridobili kohezijska sredstva in se končno začenja en velik projekt v letu 24, ki bo trajal do leta 27, ki bo na sistemski ravni končno v sodelovanju ta projekt se dvojno izvaja in na Ministrstvu za izobraževanje in na Ministrstvu za kulturo pač sistemsko uredil sistem kulturno-umetnostne vzgoje. In pa tretjič, mogoče manj znano dejstvo, da v ZUJK-u, krovnem zakonu, že obstaja recimo točka oziroma člen zakona, ki narekuje, da če ima javni zavod tako imenovane nezasedene umetniške člane ansambla, recimo, jih lahko da v drugi zavod. Se pa to ne dogaja, tukaj pa strinjam. Z dekreti pa jaz tukaj pa sem zadržana, ker sem predolg časa preživela na ulici v kakšnem drugem sistemu, da bi bila fan dekretov. Takoj te bom dala nazaj, takoj. Ne, samo toliko dekreti, ker smo se prej pogovarjali o družbenem konsenzu in si ti pač dal primere nekih takih nekonsensualnih družbenih praks, ali kako. Skratka, jaz se tu pridružujem, Mihetu, ne bi tega imenovala nujno kot dekreti, vemo pa, da so vse in vedno znova tudi trobim v isti rok, ampak dam ponovno in vedno isti primer. V francoski kulturni politiki se razvoj sodobnega plesa, na primer, ne bi zgodil, če se ne bi leta 1970 odločili na ministrstvu, da bodo izjemno velika sredstva v perspektivi naslednjih 20 let namenili temu sektorju. Brez družbenega konsenza, ni se razmišljalo, pogovarjalo z vsemi gledališči, ti si za, ali kaj pa, mogoče boš pa kakšnega Jurija manj dobil, a si vsem za? Ne, niso se pogovarjali to in to je primer, pač, po mojem mnenju, kulturne politike. Se pravi, da se odloči na podlagi seveda pač nekega stanja in tako naprej, se odloči, v katero smer pač se bojo zadeve zapeljali. To je premalo. Isto se v Nemčiji zgodilo, Tanzplan Deutschland, odprli so plesne centre povsod, pač ta glavna fundacija je to nenehno financirala. Jaz sem celo dobil službo na
fakulteti, ki je iz tega, te velikanske vizije pač nastala, ne. Zdaj pa je v bistvu prišlo do nekega, do neke točke, ne, kjer tega afekta, in to se mi zdi zdaj, pač to bi še rad povedal, ne, tega afekta, te naklonjenosti ni. Jaz mislim, da je neproblematična ta pozicija, ko bi rekel, razsvetljenega vladarja, o katerem upam, da ti govoriš skozi dekretno politiko, ne, jaz sem tudi zelo skeptičen, ne, in bi rajš govoril pač o konsenzualnosti, za katero je treba ustvariti družbeni afekt. In če grem recimo malo stran izven polja pač kulture, ne, kdo ima danes karkoli proti temu, da bi zgradil 30,000 novih stanovanj v javni lasti, ki bi jih bilo recimo bistveno bolj lažje najemati kot to. Okej, ti nimaš družbene, ti nimaš afekta, vlada, v tem primeru je to res odgovornost vlade, da ustvari afekt, da je to in da župani takoj dajo pač zelo hiter pač parcele in tako naprej, kjer se bo to gradil. Ti moraš ustvariti nek družbeni afekt, lahko je tudi umeten, lahko je tudi popolnoma umeten. Najboljš, ampak brez tega ne bo šlo, brez tega ne bo, mislim, brez tega bo vsak dekret, ne, pač dekret in bo je še najboljši, naprimer Tanzplan Deutschland ali pa Centre Chorégraphique, ne, Centre Chorégraphique, ne, pač ima tudi svojo hrbtno elitistično plat, da odprli so se v skladu pač z francosko-demokratično kulturno politiko centri po celi Franciji in ne samo v Parizu, ne, kjer so se pač koreografi zvezde naselili za pač celotno obdobje svojih karier. Ne povsod, ampak precej. Ne. Tako da... Jaz, če je pravilna informacija ali ne, jaz se pravičujem zaradi tega, ker bo mogla iti počasi. Ampak bi pa sam rekla, no, da Društvo Sodobni ples in ostali članice in člani pač strokovne skupine, delovne skupine, ki na Ministrstvu za kulturo zdaj že kar nekaj mesecev intenzivno dela in se srečujemo, je dobilo prejšnji teden, oziroma 10 dni nazaj, v komentar novo strategijo za sodobni ples, znotraj katere danes ste tudi poslali vam že komentarje, tako da računamo, da bo kmalu v javni razpravi. Znotraj nje je opredeljeno ustanovitev javnega zavoda za sodobni ples, ki bo decentraliziran skozi več občin. Upamo, da bo imel boljšo prihodnost tudi zaradi tega, ker bo drugače zasnovan kot nesrečni predhodnik. Mi v bistvu za paralelnimi ukrepi na področju kulturno-umetnostne vzgoje, na področju zaposlovanja, eksplicitno sodobnih plesalcev, na področju zdravja in projektov, ki povezujejo, za več različnih ministrstvi pač imamo pravzaprav že determinirane tudi sredstva in tako naprej, poleg seveda programskih, ki bodo dejansko omogočili, da bomo takega sodobnega plesu, ki si ga pač zasluži. No, samo to sem še želela. To boste pa vedeli čistila glede koreografa pa slavnika, to pa ne vem. Ok, jaz mislim, da smo na tej točki, da se moramo nekako posloviti pa zaključiti. Se mi zdi, da bi tu morali še nadaljevati, ampak debate so vedno pač take. Hvala, da ste prišli, hvala za somoderiranje.